Lejte, tle sta še dva majstra umrzlo, zdaj pa v toplo. Sej, to je dober, ker bo pol topla, ful bolj topla. Jaz mislim, da ti bo zato, ker strma, sam te bo uran pekal. Zdaj grem pa še gor maksimalno, kar se da iti. Evo, prispeli smo v San Gimignano in pričakal nas je sonce. Jaz vam povem, jaz bi tukaj kar bil. To je en sam užitek. Dober dan, tole je nov dan v Toskani. Nimamo sicer sreče z vremenom. Glih kar je dež nehal padati, hvala Bogu. Danes smo šli pa na neke nove terme. Lejte, tole, ki vidite, je to. Upajmo, da ne bo... Ljudje, kaj boljšega pa še ne. Lejte, tole ima voda okoli 50 stopinj, gor jih ima 54 ali 53. Zunaj je 8 stopinj, jaz pa tole se namakam, jaz bi tole kar zaspal, tole je pa res nekaj najboljšega, kar je možno, tako da. Ful je tle ljudi, pa celo nagi se kopajo, tako da vam ne morem ful tule vse pokazati. Evo, mečkaj vam bom pokazal, da vidite. Lejte, tole sem si celo, tamle vidite, imajo brisače, zato da premalo vroča voda, da na polno ne teče, ker bi bilo mogoče celo prevroče. Pa sem si jaz umaknil, tako da teče bolj, da bo bolj topla. No, lejte, bazenček takole zgleda. Lejte, ker na uno stran ne bom, imam sam zase tale bazenček. Lejte, tle dol je pa še eden, sem se tamle lukno odprl, tako da se ne napolne. Škoda, drugače pa da vam povem, 8 stopinj zunaj, pa še malo piha. Sem kar na hitro nazaj se legel. Je pa tole tako užitek, da vam ne morem povedati. Res, noro ljudje, noro, tole je čista zmaga. Jaz sploh za tole nisem vedel, da obstaja, pa je Tjaša včeraj en pisal. Mislim, da mu je Igor ime. Tako da se mu ful zahvaljujem za tole, ker če njega ne bi bilo, mene ne bi bilo tukaj. Noro, res vam povem, tole je pa res užitek. Ker 35 stopinj je topla voda. Kot je tale bolj ta prava. Noro je, recimo. Zdajle ravno, ko odhajam, se je tale baženček izpraznil, tako da ga lahko dobro posnamem. Tukaj za menoj sta še dva in je polno ljudi, vsi nagi in moški in ženske. Zato seveda ne morem nič snemati, ker me bo YouTube kaznoval. Drugače pa ful dober tole, zdaj sta me pa Tjaša pa Domen klicala, da je pa še ena boljša zadeva nekaj. Tukaj je pa izvir tega vročega vrelca, lejte, točno tukaj izvira in lejte, tukaj je pa tabla, kjer piše, da ima voda 56 stopinj, se prej sem premalo povedal, mislim, to je noro. Evo, zapuščam tole kopališče, ki je sicer super. Posnet nisem mogel veliko, ker so bili vsi nagi, od moških do žensk. In bi pol to YouTube vse cancelal. Samo 3 minute stran od tam, ko sem bil prej, smo najdeli pa še tole. In lejte, tle pa čisto nobenega človeka, tukaj je fejst topla voda. Potem pa tle je pa en dolg, bi lahko rekel, bazen. Vidite, tle noter termalna voda pride in gre pač malo v to, malo v ono. In lejte, tale je pa ful dolg in verjete, na tej strani je bolj toplo, bolj, ko greš kaj, manj je toplo. Tako da, tole je fantastično pa, lejte, čist sam se lahko tle kopa. Še en človek je sicer tle, ampak noro dober. Se bom pa še sprehodil do gor. Mislim, ne vem, če kje bliz tale izvir, me zanima. Tamle vidim eno tablo, tako da mislim, da je ful bliz, tako da grem pogledat. Ja, lejte, tukaj je ta izvir, lejte, tle je ugrajeno, seveda pravilno. Bom šel kaj pogledat, ki je neka tabla, če piše, koliko je topla voda. Jo bom še tle probal, po mojem je že tle ful bolj vroča kot dol, zato ker se seveda
Ja, no, ni bistveno se ne ohladi. Evo, tle piše temperatura. Tle pa še več 58 stopinj. Ko že nekaj govoriš, da ta voda niti ni neki vroča pa to. Ajde, izdijo 10 sekund je voda. Roko tukaj noter vode. Misliš, da mi bo ratalo ali da mi ne bo? Jaz mislim, da ti bo zato, ker strmast, sam te bo oranj pekal. No, da vidim. Ajde, štej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako, kot si rekla, Tjaša, zato, ker sem trmast, drugače me je pa že kar žgalo. Res me je žgalo. Kar peče. Mogo bi, če bi tako obrnil, bi bilo veliko lažje. Zdaj smo šli pa jesti, pa na zastopno čist dober. Menda, da je tako zbereš eno od tukaj, eno od tukaj, pa eno tam na koncu. Tako no na koncu jaz ne bom, ker je meso. Bomo videli. Evo, jaz sem se tukaj zmenil, da me bo malo zmešala. Pa this and this. Upam, da mi od tega dosti dala, ker sem namreč zelenjavo. Še gobice. Kaj praviš, Domen, da je premalo? Ja, lej, se drugače prav, da se malo manj prije. Kaj pa ti praviš, Tjaša? Lej, bomo pa še eno sladico. Evo, moje pa takole. Lej, ko je moj Zdaj smo šli pa še v kraj Sorano. To je tudi ena taka vasica, vidite, stara, fantastična zgleda. Boljš kot ta, ki imamo na Mestitu, če mene vprašaš. Lejte, tole vse. Zato je noro, škoda samo, da nimamo lepega vremena, ker to bi bilo res fantastično. Poglejte, tle je kar en ključe pustil, vse komplet, najbrž od bajte. Zgleda, da so tle ljudje zaupljivi. Je pa čisto zapuščeno, zgleda tole, čeprav mi je drugače zelo všeč. Lejte, to se bo dobro sprehoditi, že vidim. Lepo okrašeno. Tle v takili vasici bi človek šel za kakšen mesec živeti, ko se je malo cajt ustavil. Sem kje kakšna vaška gostilna bi mogla biti, da bi malo hodil kaj debatirati s kakšen domačini. Pa bi bilo prav luštno znalo biti, po mojem. Sicer bi pa pogoj bil, da znaš italijansko, ne, če ne, nimaš nič od tega. Ja, lejte, lepo to. Kaj bi šel 50 let ali pa celo več nazaj, ne, lejte, kako lepo. Tole pa škoda, da je zaprto. To je ta obzidje gor. Kaj bi bilo to noro iti gor pogledat. Samo ne bo šlo. Sprehajamo se še naprej. Lejte, tlele lepa terasa. Zanimivo pa ne. Boste videli, kakšen prepad je tukaj dol. Čist. Evo, lejte, takole. Vidite. Zdaj bomo pa še nekako najdeli pot pa na ta vrhen del. Hotel smo pa priti, vidite, kele gor, ki je tisle zvonik, ampak žal je bilo zaprto tiste vrata. Vidite, se pa tudi tle že stvari podirajo. Tako mi zelo zapuščen mi ta kraj deluje, da zelo malo ljudi tle živi. Zanimivo to, lejte, tukaj je lokalček, pizzerija, slaščičarna, bar, ampak zadeva je zaprta. Tako da tukaj glih ekonomija nekaj ne laufa. Zdaj smo pa prišli čist na vrhno točko. Upam, da bodo tle kakšni dobri razgledi. Tle sem raje za vsak slučaj vprašal, če se lahko tle gre. Pa so rekli, ker je kao recepcija hotela. In,
Vikev, ja, se tukaj je pa Vikev. Ja, lejte, dobro tole. Tjaša je pogruntala, da bi bilo fino, če prišli tamle, lejte, na hribček, ki je čist naravnost razgledna točka. Tam bi bilo res fenomenalno. Dobar je tole, dober. Zdaj smo prišli dol po telih stopnicah in lejte, tukaj pa je razgled. Tamle, kje je zvonik, smo probali priti gor, pa je zaprto, bi bilo tudi zelo zanimivo. Drugače pa lejte, tukaj je kar precej visoko, kakor vidite. No, to je ta malo mestece. Zdaj smo pa na drugem koncu mesta Sorano. Prej, ko smo bili tam gor, je Tjaša videla tole razgledno točko, lejte, ne, videla je to ograjo, pa rekla, pejmo gor. In ja, fino, da smo šli, ampak žal, ker bi to sonce bil, bi bilo to mnogo lepše vse skupaj videti. Je pa vidite, kako izgledajo te toskanska mesteca in vasice, ne vem, malo mestece bi rekel, je to verjeten. So pa, bom rekel, dosti podobna si, ampak vsak po svoje zanimiv, tako da ne pomeni to, da če enega vidiš, da ne greš pogledati nobenega drugega, niti približno ne. Dobro jutro iz Toskane, evo, nov dan pred nam, žal spet dež pada, ampak se je saj malo umirilo, zdaj samo rosi, prej je unulilo. Zdaj smo v kraju Bagno San Filippo, tu je čist mečkana vasica, tamle 600 metrov pa se konča. Mi smo tamle gor avto parkirali in zdaj pa seveda gremo spet, Toskana je znana potem na vrelce. Boste videli, tudi tukaj sem je že bil in je fantastično. Evo, smo že tukaj. Tale reka, ki teče, ki sem bil zadnjič, jo je bilo 3krat manj. Glejte, tole je pa že termalna voda, saj prejšnjič je bila. In smo se, ja, glejte, to je že topla voda, sem ravno kar probal. Pa v temule noter tudi. Tlej, zdaj boste videli, to je zanimivo, to moraš malo okoljeti, pa priješ do teh bazenčkov. Najprej gremo gor pogledat, pol pa še dol, na obe dveh straneh je zanimivo. Drugače pa tukajle je včasih tudi moglo čez teči, ker vidite, je vse to belo, ne, ker ta termalna voda naredi takole belo, pač nanese neki, ne vem kaj je to za ena zadeva. Gremo, ker tle nadaljujemo pot, tle vidite, tole, ki teče, tole je sigurno termalna vodica. Je. Ja, ima tam blizu 30 stopinj. In vidite, takole se lahko v bazenčku noter namakaš, pa lejte, tamle je še en bazenček, pa naprej so še drugi, bomo šli pogledati. Ker je tukaj deževja, vidite, voda teče vse posod, zdaj pa lejte, tamle so bazenčki gor. In čeprav je tle blatno, pa vse grem, da boste videli to. Tukaj na drug stran so lepi bazenčki, lejte, tamle se dva kopata, ampak ne bo čez reko tukaj šlo, tako da bom probal kje druge prideti. Evo, zdaj smo pa prispeli tle, ker se te glavne stvari dogajajo. Ne vem, zakaj imam občutek, da je drugače, kot je bilo pred 2 letem. Res imam občutek. Bom šel prav video pogledati, oziroma morda sem se iz tam nižji dol kopal. Ampak gledajte, kaj fino, tele bazenčki, se lejte ljudje namakajo in zanimivo, med tednom je pa, da je tukaj ljudi. Se pravi, zanimiva stvar. Razlika izpred 2 let, ko sem bil nazadnje tukaj dobrih 2 let, pa zdaj je to, da lejte, jaz sem se tlele ful kopal. In to bom dal link do videa, pa si ga poglejte. Jaz sem se tle ful kopal in tam sem noter šel v eno votlinco, noro dober je bilo, zdaj pa tukaj vode ni več. So jo preselili in zdaj se pa ljudje kopajo tukajle. In
pač ta voda po ceveh pride in se zgleda spremenil, ker tega pa pred dobrim 2 letom ni bilo, tako da zdaj se pa tukaj lahko kopaš, pa še gor višji pa tako naprej. Zdaj se bom šel pa tudi jaz kopati. Ampak gledajte, najprej moram čez reko čez pride. Ne vem, čez kje bom tole šel, ampak bom najdel, brez skrbi. Drugač pa komaj tole čakam, noro dobro. Evo, merelke sem dal dol in takole v rokih bom držal in sem se odločil, da grem tlele. Ker ne vem, a je pametno, da snemam, ko grem, verjeten, da ni. No, drsi, ne? Voda je kar mrzla. Aha, tu tlele kak hodem. Nič ne drsi, ker da ne bom prehiter pameten. Pol bom pa sam zletel, tako kot sem včeraj. Če ne veste, ne, predvčerajšnjem, če ne veste, kako sem pol. Dajte pogledati prejšnji video. Dajte, zdaj sem se pa utopla. Tale voda ima 36 stopinj. Dajte, ne, če ne drugam bi se lahko tale privat bazenček zrihtal, ampak jaz grem še malo okoli pogledati. Kaj je dobro, ljudje. Kaj je dobro, lejte. Noro dobro. Evo, tole sem probal, če kaj drsi, pa sem ugotovil, da ne. Tako da grem čisto lahko gor. Da bi se prav, ki bi po šmergih papirju hodil. Lejte, tle je en bazenček frej, se jih je celka, lejte. Tale je frej zakopat. Lejte, še tukaj le tale je frej zakopat. Lejte, ja, sicer ta majster na valu, da vidimo, koliko je topla. Tako da bo tole še eno doživetje. Zdaj, meni so take stvari tako všeč, da ne morem verjeti. Lejte, tle sta še pa 2 majstra umrzlo, zdaj pa v toplo. Sej, to je dobro, ker bo pol topla, ful bolj topla. Višji, ko grem, bolj je topla voda. Tle je že kar uroča. Škoda, ker ni tle kakšnih bazenčkov. Ampak vam povem, da tukaj je že prevroča. Tukaj je že prevroča, lejte, tam je super. Sem sta 2 zaljubljenca, tako da jih ne bom motil. Ker bi tle bil še kakšen bazenček, bi bilo super. Lejte, kako to lepo dela voda, ne, to je žveplo, smrdi po žveplu. Smrdi. Ne, po gnilih jajcih, ja. Tako da komu je tule grozno, lejte, kako se tamle ljudje namakajo. Ful hudo je tole, ful. Škoda, ker ni tisle bazenček tamle fej. Sicer se bi še kaj najdlo, lejte, tamle je dol še eden. Noro dobro je tole. Tamle, če otašla ona je 2 zaljubljenca, ven grem tamle noter, ker tam je najbolj topla voda. Drugače se bom pa lej tukaj, če bi se naštimal, bi bilo čist dobro, lejte, ja. Sicer malo sem jaz prešok za tole lukno. Pač pa, mislim, noro ljudje. Mislim, tole jaz obožavam. Škoda, ker nimamo takih stvari v Sloveniji, res. Šel sem v tale bazenček, tale zaljubljencem in se da je tukaj vroče. Da bom tle samo minuto, 2 mogoče, največ. To je bilo vroče kot včeraj. Tam ima 60 stopinj. Vroče. Da si to odpre in tek slik. Ja si kome že odpre. Jaz vam povem, jaz bi tukaj kar bil. To je en sam užitek. Tale bi se za 14 dni preselil, če dobil kakšen pocen stanovanje, pa bi delal v tukaj, vsak dan bi šel pa za 2 ure semle. Tole je noro, dobro.
Si zamisliš, da imaš takole stvar, ne vem, 2 minute od bajte, ali pa 3, ali pa 5. Noro. Pa sem se šel na rel, ker sem pa kar tam le pozabil. Dobro, da jih nekdo ukrov. Drugače pa tole je noro, lejte, tele bazenčki in vse noro vam povem. Lejte, kako ljudje uživajo. A tukaj le še en bazenček. Noro. Tle gor, noro, mislim. Jaz sem brez besed. En bazenček se je le spraznil, pa da vam ga pokažem, kakšen je. Tukaj je tudi voda najbolj primerna, ona, ki sem bil jaz prej, bila malo prevroča, tukaj je pa najboljša. Zmeraj pa naletim na eno stranje, lejte, na tole vejo, polno trnu sem stopil, kaj da bi na cveke stopil, tako me je zabolelo. Ne vem, odkje je tu prišlo, pa da ne more kdo pospraviti. Boli, tako boli, vam povem, boli. Drugače pa sem videl ljudi, ki se s tem, tole, ki se nabira, ki je kje še malo mehko, pa se ljudje kar s tem so namazali. Jaz sem to pozabil, lejte, grem pa še kele do gor posnet kakšen video, ki mi ful dobro zgleda. Zdaj grem pa še gor maksimalno, kar se da iti, zato ker mislim, da lahko kakšno dobro fotko naredim. Lejte, tamle kakšne dobre strukture je naredila voda. Upam, da tule ne drsi. Ni problem, ker drsi, problem je, ker je voda res zelo uroča in me kar malo peče, lejte. To je neke vrste pnenc, kako tole lepo teče. Wow, lejte, kaj je lepo naredilo, a? Fino, ne? No, zdaj se je pa spraznil ta bazenček. Prej sem se že kopal noter, sem sta še dva bila, tako da ga nisem mogel posneti. Evo, ta tle je najbolj vroča voda in je ful dober. Voda pa prteče od tamle gor. Čas je še za ene terme, kakor veste, Toskana znana po teh termah, tako da tole so pa zdaj to zadnje, ki jih gremo pogledati. No, takole so videti tele terme, zanimivo, čisto ob vodi, veliko ljudi. Moram reči, da so mi bile une bolj zanimive, vete, tam termalna voda teče, tudi kar zasvinano je, tako da tisto tam je bilo mnogo boljše. Tukaj se ne bom šel kopati, ker sem se itak tam prej, tako da imam teh termal do sajt, je bilo pa zanimivo videti. Evo, še z drugega zornega kota, se tle je kar lepo videti, lejte, mislim, se je fino, sigurno, še vodo moram probati, koliko je topla. Tako da, super imajo tole v Toskani, tako da, vse čas. Zdaj smo pa prispeli v San Gimignano, to naj bi bila najlepša toskanska vasica oziroma mestece. Tole nastanitev vam bom pokazal. Super smo spet dobili pa blizu mesta, to je bila ena soba, tole je WC kopalnica, tuš kabina, super, tole je druga soba, malo v starem slogu, vejte, tudi takole dobro zgleda. No, pa še imamo še kuhinjo. Kaj praviš, Tjaša, na tole? Bo ok se najdel? Meni je v redu. V redu. Jaz nisem zahtevna. Nisi. Kaj pa ti, Domen, ti si pa zahteven? Jaz nisem več zahteven. A še balkon imamo? Tamle pa San Gimignano se ne vidi. Evo, prispeli smo v San Gimignano. In pričakal nas je sonce, tega smo najbolj veseli, ker še 2 ure nazaj je padal dež, nič se ni videlo, zdaj pa tole čudovito, tako da eno samo veselje. Zdaj gremo peš v mesto, nekaj bomo pojeli, prnočišče imamo pa tle 100 metrov nazaj za mano. No, tle v San Gimignano pa ni tako malo ljudi, kakor jih je v drugih teh mestih, ki smo bili toskanskih. Tle je pa kar orangužva. Zanimivo, ne? Sicer to ne bi bila najlepša
najlepšo toskansko mestece, pa je verjetno tudi to ima. Tole je pa zdaj center San Gimignana. San Gimignano je znan po telih stolpih. Jih je zelo veliko in dajo mestu oddelečeno tako prepoznavnost. Je pa drugače San Gimignano pod seznamom UNESCO-ve kulturne dediščine, tako da to že nekaj pomeni. No, sicer bom rekel, da si zasluži, je res lep, to je srednjeveško mesto in so stavbe zelo dobro ohranjene, tako da res lepo se tukaj sprehoditi. Ena lepa in zanimiva ulica v San Gimignano, pa zanimivo, da čist prazna, ampak je sam par metrov stran od glavne ulice. Ljudje so k ovce, nočem biti nesramen, samo tisto po ta glavni, kjer je gužva, stransko pa ne grejo nič pogledati. Še ena lepa točka, tukaj v zadju stolpi, tukaj cerkvica, lep kraj. Vejo Albanci, v katerem poslu je denar, lejte, kakšna vrsta za sladoled, ne moreš verjeti. Lejte, tukaj vrsta 20 metrov za sladoled, vidite, tlele pa druga slaščičarna, pa so napisali, da the best ice cream in the world in pa nobenga. In veste, kaj bi jaz naredil? Jaz bi naredil tlele, da ljudi postavil vrsto, ker to je fora, vidite, vsi ke rinejo, ke je vrsta. Tle bi mogel sam imeti 5 ljudi zmeraj pripravljenih, da se vrsto stavijo, pa bi jim zastonj sladoleda javil, pa bi potem množico vlekli. Točno tako je bilo pri meni v diskoteki. Ke je bila gužva, so se vsi ustavili, ke ni bilo gužve, ni nobenega bilo. Ne boste verjeli, da je tle ful težko najti za jesti. Evo, šli smo vsaj že do 10 lokalov in ali so zaprti, ali pa nimajo placa. Eno lepo pizzerijo smo najdeli, pa so ljudje v zunu vrst čakali, no, tlele pa odprejo čez 15 minut, zdaj še jejo, tako da smo se odločili, da gremo tle, da bomo kar počakali, pač sam, da bomo dobili. Sta vesela, sta zadovoljna. Kaj radio, res. Jaz sem že tako lačna, da sem... Ja, no, sej ni tako mehna. Mislim, sem se bal, da bo mehna. Je pa čistenka, to je pa res. Ampak imam pa občutek, da bo ful dobra. Pa všeč mi je, ker so tele olivce, ker... Ne olive, melancani. Melancane imam ful rad. Tako da, bo. Dober tek. Enako, hvala.